Pozdravljeni! V današnji Formuli 1 je malce čudno govoriti o bolidih, ki nočejo sproge. Seveda, v 60. in 70. letih je bilo nekako razumljivo, da so ekipe kupile material in intelektualno lastnino tistih ekip, ki so propadle, nekako popravili te projekte, ali tudi ne, jih preimenovali in z njimi nadaljevali športno pot. A danes v sodobni Formuli 1 je to malce čudno, namreč vsako leto vidimo ekipe, ki imajo nove šasije z novimi imeni, zelo različne, polne razvoja, a imamo primer o bolidu, nam bliže v času, v tem tisočletju, ki ni hotel in ni hotel sprog. Zgodba se je začela leta 2002. Ekipa Arrows je predstavila svoj bolid A23. Ni bil tako slab bolid, dosegel je 2 točki, še preden je slavno propadla, in to po 12 dirkah. In da ne bo kdo zmrdoval z nosom, 2 točki, takrat je pomenilo 2 šesti mesti, ki jih je dosegel Frentzen. In danes mislim, da bi marsikdo podpisal v Formuli 1, če bi lahko v eni sezoni dosegel 2 šesti mesti. No, ekipa je propadla in njihov material je šel na dražbo. Nič kaj takega, nič novega, kupil je ta material Paul Stoddart. Paul Stoddart je takrat bil tudi lastnik ekipe Minardi. In seveda videl je v tem projektu A23 lepo tehnološko bližnjico, namreč kupil je šasije, kupil je tudi drugi material in kupil je intelektualno lastnino za tisti projekt. Primerjal je tisto, kar je imel prej v ekipi Minardi PS03 in ga primerjal s tem A23. Z enakim motorjem sta bila oba bolida približno enako hitra po pričevanjih seveda. S to razliko, da je bil PS03 na koncu razvoja, A23 pa sploh še ni bil razvit. Zato so se odločili preimenovati ta Arrows A23 v Minardi PS04. In hoteli so z njim tudi nastopati na dirkah za svetovno prvenstvo, a mnoge ekipe, mnogi lastniki drugih ekip so začeli zmrdovati, kajti v Formuli 1 je znano pravilo, da morajo biti ekipe avtorji svojih šasij, poenostavljeno povedano. In Paul Stoddart se ni hotel kregati, zato je vzel svoj PS03, ta Arrows A23, ter načrte, ki jih je tudi kupil za njegovega naslednika A24. Nekako je spojil vse tiste dobre dele in nekako skušal izključiti tiste slabe dele, nastal je Minardi PS04B. No, če tega primerjamo z Arrowsom A23, vidimo, da največ delov je pač podedoval od tega Arrowsa 23, a vseeno z njim so lahko nastopali na svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 2004. In tudi rezultati glede na vse skupaj niso bili tako porazni, namreč 1 točka za 8. mesto. Takrat se je že spremenil način točkovanja in seveda z večjo lahkoto so dosegli tisto točko. A govorimo v bazi že za izjemno star projekt za današnje standarde Formule 1. A mnogi boste sedaj rekli, kaj je tu tako zanimivega, da imamo celo zgodbo o tem. Nič še, ker ni še konec zgodbe. Namreč, spomnimo se sezone 2006. Takrat je Honda prevzela ekipo Bar. Nič kaj takega, a zraven Honde je v Formulo 1 prišla še tista, imenujmo jo simpatična ekipa Super Aguri. In Super Aguri je bil nekak podaljšek Honde, kjer so mu pomagali s tem, vsaj tako so se domenili na začetku, da bi mu dajali leto star material. V redu, problem je bil v tem, da Honda, ko je prevzela ekipo Bar, ni imela starega materijala, namreč niso prevzeli intelektualnih pravic za tisti projekt Bar 007, zadnji bolid tiste ekipe. In pri Super Aguriju praktično so bili brez bolida, brez projekta, s katerim bi se lahko poskušali v tisti sezoni v svetovnem prvenstvu. In poznamo japonsko trmo. Kaj mi je preostalo? Nič drugega kot kupiti od Stoddarta tisti projekt Arrowsa A23, tiste 2 šasiji, ki sem jih preimenoval kot PS04, kateri so ostali nepredelani še zmeraj pri Minardiju, nekako prilagoditi tisti bolid novemu motorju Honda V8 2.4, prej je bil Cosworth V10 3-litrski,
in nekako popraviti ali niti ne popraviti aerodinamiko tistega bolida ter se spuščati v svetovnem prvenstvu. Bila je sezona 2006 in uspelo jim je z bolidom imenovanim Super Aguri SA05. Kot prvo, kar sem že povedal, motor, ki je bil vgrajen na tisti bolid, je bil bistveno drugačen od tistega, za katerega je ta šasija sploh nastala. Drugič, menjalnik na tem SA05 je bil še zmeraj tisti originalen Arrowsov, bom rekel, ne samo prilagojen za drugi motor, z drugačnim številom prestav, ampak tudi, bom rekel, star zmatran. In isto lahko govorimo o teh šasijah. In po 11 dirkah so pri Super Auguriju spoznali, da s tem njihovim SA05 pač ne bo dosti, kajti bolid je začel popuščati zaradi strukturalnih napak. Vzeli so ta njihov projekt A23, katerega so kupili, ga spet rahlo predelali, naredili bolj primernega motorju Honda, temu so dodali pravi menjalnik, ki ga je seveda dala Honda, in nastal je Super Aguri SA06, kateri je prevozil nadaljevanje do konca sezone 2006. Seveda tu uspehov ni bilo, kajti videli smo, kakšne voznike so imeli, videli smo tudi, kakšen način udejstvovanja so imeli v dirkah, praktično rabili so projekt, ki je nastal v sezoni 2002 in to leta 2006, a vseeno, zanimiva zgodba o projektu, kateri ni hotel iti sprog. In videli smo, da tudi v današnjem času se lahko zgodi taka prigoda, da pač nekaj, kar je tako ali drugače že zastarelo po sezoni, ustraja. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.